Gospa Jeklinova, vi ste sicer omenili, da ravno težav nimate, ampak s kakšno ste se pa verjetno tudi srečali, oziroma me zanima, kako ste se soočali z njo v zdravstvu, oziroma zdravstvenega vidika. Jaz moram reči, da ne. Da sem grozno zdrava in to absolutno ni moja zasluga, ker da nisem. Jaz nisem kot zdravnik, jaz moje osebne, kako se temu reče, zdravnice, ki jo plačujem, se stara in skoraj ne poznam več. In če ne bi zdajle enega kašna imela, pa na umu letu, ki je bil zelo nadležen, no to je po dolgih letih bila moja prva težava, ampak je že prej. Sploh ne bi vedela, kako moja lečiča zdravnica sgleda. Jaz se vam upravičujem, ampak jaz sem res zdrava. Super! Mi pa želimo, da to ostane tudi naprej. Gospod Leskovar, omenili ste vašo bolezen izpred kratkim, pa bi lahko rekli, to ni bila vaša prva taka, vas je ta najbolj presenetila, oziroma kaj vas je, glede na vaše zdravje, najbolj presenetilo, mogoče po 40. letu? Kakšna sprememba ali pa kaj v zdravstvu, ki ste pa rekli, tega pa nisem pričakoval? Najprej bi jaz mojih 70 razdelil na 2x35, pa nisem noter v 40. Drugič, moj prag občutkov fizičnih je zelo visok. Jaz sem bil še malo mlajši, kot zdaj. Pri zdravniku, zobozdravniku se prepričal, da bomo brez injekcije to delali, ker sem rekel, da je to boljš, bo prej čutil, če gre predaleč, in sem uspel to narediti. Tako da jaz nisem pravi za odgovore na ta vprašanje. Ne, vi ste super, ker nam date spodbudo v motivacijo, da moramo kdaj potrpeti. Predvsem to, čeprav bi spet rekel, da v življenju, kakršno je danes, vsak dan drvimo nekam in stvari, ki se dogajajo, je težko biti tako sem jaz. Meni pravijo, da mi gre že na otroče, ker še zmeri tako mislim kot včasih, ker sem optimist, ker mislim, da ljudje morajo biti dobri, ker imam čist druge poglede in način življenja, kot je danes normalno in moderno. Ker danes, če ne kradeš in veliko kradeš, nisi normalno. In tako naprej. Jaz to lahko rečem kot nekdo, ki je scenski človek in da bomo pozabili na to, sem to bi rad povedal, ta Rogaška je rešen čudovit konec sveta. Jaz sem tukaj prvič bil pred 60 leti in sicer s kobilo Maro, spomnim, smo šli po pijačo v Podplat. Smo pa imeli za delati na polju po kislo vodo. Potem sem pa sem hodil mnogo let na festival jugoslovanskega šansona, kjer sem tudi pel in je bila to ena čudovita prireditev, mogoče se je kdo še spomni. Vsi so bili tukaj, Arsen, Dedič, dobro, Gabi Novak, Zvonko Špišič, vsi naši in tako naprej. In Bojan Adamič je to takrat nekako, njegova ideja je bila to. In je ta Rogaška tudi po tej glasbeni plati živela in je treba skrbeti za to. Jaz pravim, telo moramo imeti zdravo vsem zato, da ima dušo, ki je standard. In zato tukaj za telo poskrbite, za dušo bi bilo pa treba še malo več. To je malo. Gospa Golnarjeva, ko smo govorili, se je videlo tudi zaradi narave dela, da ste zelo seznanjeni s problemi, ki jih imajo ženske po 40. letu. Rekli ste, če se človek opazuje, ugotavlja spremembe. Katere pa so tiste, ki ste jih mogoče vi že zaznali, tudi mogoče pri sebi? Ja, zdaj v teh tipičnih morebitnih menopavznih še nisem zaznala, ne? Je gospod predstavil, ampak jasno, da jih lahko pričakujemo, ne? Torej, to, kar sem vam razložila, da na podlagi člankov, ki pripravlja matematik, ker tem vsebinam namenjamo v oni zelo veliko prostora, ne? Sem v teoriji seznanjena z vsemi zadevami, ki me najbrž čakajo, ampak po pogovori s kolegicami pa verjamem, da nikoli človek v teoriji ne more biti dovolj pripravljena praksa, ne? Zato iz prvega dela, zato še vedno verjamem, da se je zelo koristno, torej dovolj gibati, vse tisto, kar bi rekel, da je koristno, nima smisla ponavljati.
ker verjamem, da ti potem to olajša, torej, da to pot v neko drugo fazo življenja. To vedno podarim v člankih. Delati tisto seveda, kar vam je všeč. Ne moreš pisati na recept gibanja, zdravega prehranjevanja, vse tisto, ampak z navodilom, da je to koristno, ker je najbolj življenje v neko drugo fazo, v nekem drugem obdobju, ko mladost tudi pojenja, bolj znosno. Zaenkrat ne čutim. Vidim pa ne. Kakšne gubice. Hvala. Gospa Toplakova, v najnem pogovoru ste dejali, kar ne rodiš do 30. leta, se pač pozneje pozna. Vi ste še zelo mladi, 40 ste šele dopolnili, pa se že soočate s kakšno težavo, jo zares zaznate? Ja, 42 letos je to že ful. Ja, jaz, za razliko od drugih, že kaj zaznam. Recimo, kolena me bolijo, ko začnem januar, mislim, ko začnem aprila teči. To je sigurno povezan pač s starostjo, ker me še 5 let niso. Absolutno sem se zredila, tako da mene bi recimo zanimali, koliko v času se da zelo hitro pa učinkovito skušati brez velikega napora. Ampak mislim, da to ni, ja, zato imam superge pol, ker se mi zdi, da je še vedno najbolj učinkovito. Tečna sem že skozi, tako da to najbrž ni povezan z leti. Lažje se prenašam šale, tako je največji problem moških, ženska, ki ima PMS. Malo se skoliraš, pri 40 in pa 42 letih. Se mi zdi, da se malo miriš, ne odreagiraš več na kakšne stvari, kar je fino. Tudi, bodimo odkriti, lažje si privoščaš toplice, pa lažje si privoščaš zasebne dobre zdravnike, pa nažalost, imaš pač več denarja v teh letih. Kar pomeni, da najbrž kot ciljna publika, ta center, pa še za kakšen center podoben, kar je v redu. Žal pa sve, polkna še lahko naštejem, tle cel dan. Tam po mojem pa ravno boš na psihiatra, ne več. Sam spaja. Doktor Purgova, vaš urnik je, sami ste že prej omenili, sestavljen iz nenehnih potovanj, kadar se slišimo, enkrat se na enem koncu Evrope, drugič na drugem, in še čez. Kako pa potovanja vplivajo na vaše življenje? Iz tega nastajajo, bi lahko rekli, tudi kakšne težave in kako jih rešujete? Ja, jaz seveda rada potujem, pa rada delam to, kar imam zelo rada. In mislim, da je to najpomembnejše v življenju. In včasih sem res to utrujena zvečer, ampak se veste, to je po 20-urnem delovniku, da pol res greš takoj spat, ne? Ampak potovanje mi pomeni tudi prekinitev, a veste, tistega dela, ki ga imaš manj rad, pripisuješ, račune gledaš, se ukvarjaš z ljudmi, navadno s tistimi, ki imajo več problemov, to se vsi ukvarjamo, namesto da se s tistimi, ki so najboljši, tistim bi morali največ pozornosti posvečati. In ko mi pride potovanje prav, ker te telefon ne kliče 5-6 ur, ker lahko nekaj napišeš, razmišljaš, skratka najboljše ideje dobiš takrat. Je pa res, da opažam, mislim, vi govorite vsi v 40. letu staranju. Jaz vam moram reči, da jaz sploh nimam občutka, da se staram. Razen, če mi zdravnik tega ne pove, ali pa če ti kdo, ki te opazi, recimo 10 let nazaj, sva z možem bila v Parizu in sva šla v Chartres in tam na tisti železniški postaji, ko greš karto kupiti, rečejo, če bo za penzionerje karto imela, ki je bolj poceni. In jaz se rekel, ne, sploh ne, kje bom jaz imela karto za penzionerje, se še nisem v penziji. Skratka, drugi te na to spomnili. Je pa res, da ko prideš s kakšnih res dolgih potovanj, moram reči, da takrat, zdaj že to v službi vedo, sicer vem navadno bolj takoj v službo, ampak včasih potem čez 2 dni rabim recimo uro ali pa 2 zase. Prej sem pa navadno šla kar za aviona službo pa naprej, kot da je bilo vse. Tako da malo bolj se pazim, pa recimo, če pridem nekam daleč, si naprej naučim masažo,
veste, tako da k sebi spravim, ker takoj grem že nekam, moram že nekaj nastopati. Tako da mislim, da tako intenzivno kot garam, tudi intenzivno naredim nekaj zase, veste. Vedno najdem kakšno priložnost, se pravi, zdaj sem se že navadila, da naprej telefoniram v Ameriko, v hotel, pa rečem, mi lahko rezervirate na masažo, potem to začasno pravi sebi, potem pa seveda se dobro naspiš. Mislim, da je treba res paziti, da se naspiš. To se mi meni zdi, recimo, najpomembnejše, da vse vsake toliko časa, ne. A veste, pa niti ni to toliko pomembno. Mislim, da je bolj pomembno to, da zjutraj veš, da ni treba nekam iti, ker je tvoje življenje splanirano, da imaš ti vpliv na to, da ga ti planiraš. Ne? Mislim, da to je ena najpomembnejših stvari, da jaz vem, da ni treba biti že v 7:30 ali pa 8:30 nekje, ampak šele ob 10 ali pa 11, recimo, po takem dnevu. Tako da, res pa je, da so me zdravniki navadno opozorili na to, moja čudovita zdravnica, dr. Nevedova, da veste, da je kakšna stvar, recimo, v redu. In pol si seveda malo presenečen, potem si dobiš dobrega zdravnika, ne? In potem gremo dalje. To je tako. Se pravi, moraš pa imeti res nek cilj v življenju, tako bi že gospa Voljna rekla, delo moraš imeti silno rad in zato si srečen, če imaš tako delo. Ne? To je sreča, to pač nima vsak te sreče. In seveda mislim, da tudi važno, da te nekdo v družini podpira, ne? Da imaš moža, ki pač ti stoji ob strani. Hvala lepa. Dr. Damir Franjič, posebnost centra je, da se uradna medicina dopolnjuje tudi z alternativno. Kaj konkretno to pomeni? No, tukaj moram biti zelo precizen. Jaz sem zdravnik, seveda, ki sem še vedno sledim načelom uradne medicine, vendar predvsem stremim tem, da bi se držal poti dobre klinične prakse. In to vemo, kaj so poti dobre klinične prakse v različnih segmentih medicine, s katero se ukvarjamo. In če na tej poti dobre klinične prakse ugotovim, da mi je nekaj iz uradne medicine zmanjkalo in da bi mogoče nekaj iz alternativne medicine, recimo akupunkturo, lahko uporabil za določene stvari, bomo z veseljem uporabil. V tem smislu smo rekli, meni se zdi, da smo v Sloveniji dokaj togi pri določenih zadevah, kar zadeva alternativne medicine. Sovražni, no, se strinjam, nisem hotel biti tako direkten, ampak menim, da se v bistvu ne dovolimo tisto, kar se reče audiatur et altera pars, ne dovolimo dialoga, da bi poslušali tudi druge. In ne nazadnje, pacienti nekaj od nas zahtevajo. Oni niso zadovoljni s tem, kar jim ponujamo in želijo slišati neko drugo zgodbo. Mi, kot zdravniki, moramo biti toliko razsodni, da znamo oceniti, kaj je dobro in kaj ni dobro, kaj lahko ima z dokazi podprte zadeve in kaj nima. In da v bistvu poskušamo komplementarno združiti eno in drugo. To je ideja, ki ga bomo poskušali označiti tudi v tem centru. Gospa Sabina Obolnar, kakšen pa je vaš pogled na alternativno medicino, kot dopolnilo? Ja, kot dopolnilo mislim, da je izvrstno, sploh kadar je pod kontrolo šolske medicine, a ne? In jaz verjamem, da bo v tem primeru to res tako, kot mora biti. Prejšnje nekje v začetku smo slišali, da se zelo veliko ljudi zateka k alternativni medicini, a ne? To je seveda res, zato ker ljudje, ko izčrpajo uradno medicino, jasno, da iščejo vsakršni izhod v sili, v skrbi za svoje zdravje. In seveda to področje v Sloveniji zelo neurejeno, a ne? Vsi dosedanji poskusi so bili neuspešni, zato jaz mislim, da torej, če se bo tle uresničevalo tako, kot je bilo slišano, da bo to zelo dobrodošlo in koristilo vsem. Gospa Bernarda, je ti, prej ste želeli en komentar dati na alternativno medicino? Jaz ne bom nikoli pozabila, kakšne probleme smo imeli Jani že pred desetletji. Pokojna Alenka Bibič, od igralca Bibiča žena prva,
je se lotila alternativne medicine, ki je bila takrat še grozno v vojni. In ko smo mi enkrat si drznali nekaj pisati o akupunkturi, je začel tako padati po nas iz zdravniških vrst, da jaz tega ne bom nikoli pozabila. To ni bilo kritično, to ni bil kritičen pogled na to, ali pa kakšna diskusija, ampak to je bilo golo sovraštvo. In jaz si upam trditi, veliko berem in veliko vem, da je veliko sovraštva v Sloveniji do alternativne medicine, do vseh alternativnih medicin, še vedno na izvoru in sicer na že študentom se kot z materinom mlekom vliva odpor do alternativne medicine. To je dogma, ki jo slovenska medicina goji že desetletja in ki ne popušča. In se je zanimivo, tako kot takšen, mi pa vi se to kar v generacije, nove generacije, pridejo novi študentje, neobremenjeni in grejo ven in pravijo, alternativa, to je nekaj škodljivega, nekaj neresnega, nekaj vračam primernega. Mi smo od vseh evropskih držav najbolj nenaklonjeni alternativni medicini in to že vsi vejo. To ni nič takega, da bi jaz kakšne neresnice širila. S tem, da, če mi dovolite, bi še nekaj rekla, kar se mi zdi fino, ker imam tako auditorijo okoli sebe, pa je zelo heretično in me ne boste zamerili. To, da se zdaj jaz počutim, kot ena črna ovca, ker sem zdrava, ker so vsi ponosno povedali, da imajo vse zobe težave. Pomeni najbrž nekaj, da sodobni svet, predvsem seveda sodobni kapitalizem, hoče ljudi čim bolj bolne, grde, znucane, potrebne raznih operacij, takih in drugačnih, kar je to denar. In to, da hočemo biti zdaj vsi mladi in lepi, ne pomeni samo to, da ima en kup enih generacij, en kup enih zasebnih stisk brez potrebe. Ampak tudi to, da je to, da se gladimo, gletemo, šivamo, raztegujemo, blazen biznis. Jaz verjamem, da reklame hočejo mlade, lepe, nabildene ljudi, ampak jaz sem prepričana, da reklame delajo z roko v roki, z farmacijo in vsemi drugimi vedami, ki na tem krepko finančno participirajo. In to, da nas kar naprej gonijo s tem, kako je nekaj groznega starost, kako je nekaj groznega menopauza. Jaz sem to že vse skozi dala, jaz moram reči, da se moram zelo napeljati, ko premišljam, kakšno menopauzo sem imela, ker sem že pozabila. Jaz nič ne rečem, da to niso težave. To je veliko hudih težav. Samo te težave se po eni strani potencira, po drugi strani se jih zahteva, ker če nimaš menopauze težav, za božjo voljo kakšna ženska si nekaj ni v redu. Da ne govorimo o tem, da ko si star, je pa sploh grozno, če si star. To pomeni, da boš še dolg živel, da boš žrl socialno blagajno, da boš se bil za kaj nepametnega konusel. Dopovejo nam, da nismo več socialno mobilni, da ne znamo imeti prijateljev, da ne se narinemo zraven, kjer smo v lepoto, ko so itak mladi po vrsti stojijo in so spet problemi. Skratka, jaz sem občutek, da je generalna naravnanost družbe taka, da nas zahteva vedno bolj neboglene, negativne, nesrečne, nezdrave, zato, da smo ga eni že prekomunili. In jaz mislim, da moramo začeti v tem vsak zase premišljati. Hvala lepa. Gospa Danica Pur, kakšen pa je vaš pogled
na to? Zagovarjate samo recepte ali dajete možnost tudi dopuščate alternativni varianti, če veste, da bo pomagalo? Ja, najboljše je oboje. Jaz mislim, da je, oziroma tako je, odvisno je od resnosti bolezni, veste. Če si ti res bolan, potem mislim, da moraš najprej zdravniku in zdravila in se držati resno. To moram pa reči, jaz kar bolj mi rečejo, da moram naredim tako, kot je treba. Ne? Če mi zdravnik reče, da se moram resno držati. Je pa res, da so kakšne, recimo, jaz sem včasih tudi probala pri kakšnem homeopatu ali kaj tajega, ampak tisti za mene ni zaradi tega, ker jaz pri homeopatiji moraš predolgo čakati, da vidiš rezultat, ne? Jaz ga pa hočem takoj. Ampak sigurno mislim, da je komplementarnost prava stvar in da se treba pač na vse načine pomagati. In jaz recimo popijem drugač, pa se tudi tukaj imajo, mislim, je pravzaprav to neke vrste alternativa tudi, ne? Imaš zdravstvo in alternativne metode zdravljenja in mislim, ta kombinacija ta prava. Hvala lepa, gospod Lado Leskovar, vi imate polno analogije, prej ste rekli 3-krat srečno ločen, 4. srečno poročen. Kako bi rekli, da vaša druga polovica vpliva na vaše zdravje? Gospod Danica Puk je prav menila bolj za moške, vi pa vam dam prednost, da boste še malo za ženske. Moja Verica je 12 let mlajša jaz. Tako, tudi to. Jaz bi rekel, da je ne zamenjam za 2 po 29. A je to v redu, ne? Za 2 mlajši, torej 29-letni, mi je ona 2-krat starejša, zelo pogodo in v redu. Tako da, prosim? To pa ne več držim, zdaj imam srcem probleme. Rad bi samo nekaj povedal. Jaz priznavam oziroma sprejmem vse vrste zdravstva, zdravilstva, ki mi pomaga. Ker jaz verjamem, da zdravniki in tisti, ki se s tem ukvarjajo, hočejo pomagati. Jasno, nekateri pri tem več zaslužijo, drugi manj, ampak samo meni pa včasih manjka to, kar nas žalost, na srečo jaz imam, odnos zdravnika do mene. Jaz imam par prijateljev zdravnikov, slučajno so iz Bosne, ampak ko se oni nasmejejo, ko pride ta pridih jutrovega, ne islama, tudi tega dan, ko me pogleda in on me že s pogledom zdravi in jaz mu bolj verjamem. In mislim, da tega pri naših zdravnikih je malo premalo. Dobro, se nimam več družinskih zdravnikov in tako naprej, ampak jaz gre vse bolj na drugo nežno stvar. Meni je grozno, ko prijem v lekarno, pa prav, a imate kartico? To se pravi, da če bom 2 škatlice kupil, mogoče 3. dobil zastoj zdravil. Jaz to ne moram zastopiti. To je moj pogled na te stvari. Drugače pa je treba pravim doktorjem verjeti in stvari se bojo uredile. Bernarda je prej rekla, da kakor nekaj ne slišimo. To vsi dobro z leti, če malo slab slišimo, lahko naredimo selekcijo, kaj hočemo slišati, kaj ne. Ni bilo prej? Pa jaz mogoče nisem dobro slišal. Evo, pa je to. Hvala lepa. Gospa Bernarda, moram še tole vam reči, enkrat ste odločno dejali, ne tako kot drugi fajne, če bi bil zdrav, ne? Ampak vi ste rekli, moram biti zdrava in to zato, kot ste rekli, kot pravite, karmarajca, da bi videli, kaj boste doživljali med 80 in 90 letom. Da to ti smoto, ki vas je znal, ne, zakaj ste to zdravi in morate biti, ne, da je bilo fajn, ampak prav ukaz. Ja, seveda, ne. Zakaj bomo pa nazaj gledali? V vsaki starosti moraš naprej gledati, ne. In predvsem moram reči zdaj spet, a ne, da se tako narobe govori o starosti, da mene kar se boli, ne. Ker pa 76 evo, nekaj pa živimo v starosti. In 3/4 je čisto drugače kot učijo. Verjemite mi, ker to živim, jaz se nič nadelam, ne. Ampak tle so ene fiksne ideje, eni predsodki, eni kanoni. Jaz bi še vsega hudiča delala, če bi mi dali priložnost, ampak žal mi jo nadalje, ne.
Jaz sem imela še smolo, moram reči, da sem bila na takem delovnem mestu, da sem bila čisto na vrhu, ne, na vrhu piramide. In če si na vrhu piramide, potem, ko greš, imaš zelo omejene možnosti. Zelo omejene. Nekdo, ki je malo pod vrhom, ima mnogo boljše in lažje možnosti, se potem še naprej greš spavati, kot tisti, ki je na vrh. Če si na vrh, ješ nore. Ne? In to, da gre človek v penzijo, pri 65, pa pri 60. In potem do smrt ne dela nič več, oziroma dela svoje stvari, ampak za družbo nič ne dela. To je katastrofa. Ker meni je popolnoma jasno, da en delavc obstrojev, ali pa tudi kdo drug, čez toliko pa toliko let ne more več. Ampak se so druga delovna mesta, se so skrajši delovni časi. Če nisi več šef, si lahko svetnik, če nisi več profesor, imaš tako mrežo za inštrukcije, zaslužiš manj, ampak še zmeraj si aktiven, prispevaš, družba pa nekaj od tebe. Ne? To je popolnoma bolna civilizacija, ki človeka pri 65, pri 60 odreže in pravzaprav pa ne rabimo več. Predvsem to pomeni, da sebi žakamo vejo, kjer sedimo. Ker zmeraj več bo starejših, ki ba je, ne more več delati, ker niso več uporabni, mladih bo zmeraj manj, denarja bo zmeraj manj in družba bo razpadala. Ampak o tem očitno nihče ne razmišlja. Hvala. Gospa Simona Toplak, bi lahko rekli, da mogoče malo mlajši ljudje, okoli 30-40 leta, sploh razmišljajo o zdravju, kako bo zdravje v poznejšem obdobju? Ja, kakšni ja, kakšni ne. Ampak, tako kot je rekla Bernarda, fajn je biti zdrav. To je sploh nekaj, kar mogoče bi se ne mora pisati pa govoriti tudi o tem, da predvsem fajn je biti zdrav. Veliko boljše je biti zdrav kot bolan. Seveda je biznis, vse je biznis. Ta biznis prinaša delovna mesta, ta biznis prinaša službe, ta biznis prinaša družbeno odgovornost. Tako da mene to, da je biznis, niti ne moti. Seveda pa mora vsak sam pri sebi preceniti, zdaj, kaj je reklama, kaj pa zares potrebuje. In tukaj bi bilo po mojem treba narediti neko vzgojno mejo med tem. Jaz sem prepričana, da absolutno se veliko boljš počutiš in lahko veliko več narediš in dalj delaš in bolj učinkovito delaš, če si privoščiš, ne vem, en vikend smučanja, pa 3 masaže, pa malo dotiha. In vse to se multiplicira, in je biznis, ampak seveda je biznis, ki nekaj prinese. Sej brez biznisa ne bi bilo tega tukaj, ne bi bilo ne zdravnikov in ne bi bilo ne družbe, ne države, ne službe. Zdaj, ali razmišljajo ali ne, se pravi, mogoče smo tlele malo napačni sogovorniki zaradi tega, ker v medijih pa res, in smo 3 iz medijev, pa res zelo malo razmišljamo, ali pa saj ne živimo zelo zdravega življenja, se veste, kako je to. 24 ur si na razpolago, v nedelji nimaš, kličejo te vsi, težijo ti vsi, ti vsem drugim težiš. Tudi to je biznis. Hvala lepa. Gospod Pišota, dotaknimo se še ena tabu teme. Kaj menite pa o spolnih odnosih, to se pravi o seksu? Je po 40. letu boljši, je bolj strasten? To so zdaj mene sprašvali in zdaj rama to nekega presekati. Rekli ste, vi boste najboljši sogovornik za začetek te teme. Zanimivo vprašanje. Ne vem, kdo vam je to sugeriral, bom poskušal odgovoriti. Samo, če dovolite en intermezzo. Prej, osebno sem za to, prvo, akupunktura že danes je sprejeta v medicino in je zelo uspešna pri določenih, drugače pa mislim, je tak center, kot je tukaj, kjer zdravnik najprej izloči vso patologijo, ki jo lahko zdravi in ugotovi, da ali ni organsko, ali ne vemo vzroka, potem bo pa pomagal in zbudil neko bioenergijo, ki vsi nosimo v sebi, zato živimo. Gospa Bernarda Rakovec je tipičen primer nekoga, ki bo jo lahko damo mene ali pa drugega, ona bo živela zdravo, ker ima v sebi to voljo in ta moto.